Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Celje je v pričakovanju praznovanja občinskega praznika. V Knežjem mestu se je začel 37. mladinski pevski festival. V Šentjurju slovesnost pri Lipi iz oktobra 1990, ko je Šentjur postal mesto. Košarkarice Cinkarne Celje v finalni seriji povedle z 1-0. Mestna občina Celje v soboto 11. aprila praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti bodo v mestnem središču pripravili celodnevno dogajanje, v večernih urah pa bo v Narodnem domu, tudi z neposrednim prenosom naše televizije, potekala še osrednja občinska slovesnost ob prazniku, na kateri bo župan Matija Kovač podelil najvišja občinska priznanja celjske grbe. Živahno dogajanje v središču mesta ob celjskem občinskem prazniku postaja tradicija. Tako bo občina skupaj z Zavodom Celeja to soboto znova vabila na Zvezdo, kjer pripravljajo celodnevni program za vse generacije. Želimo si, da bi bil to praznik vseh Celjank in Celjanov, in kje drugje kot na legendarni Zvezdi smo se pred 3 leti odločili narediti mini festival, ki je praznik tudi skupnosti, ki je praznik društev, ki v mestu ustvarjajo skupaj z Zavodom Celeja. Za celo popoldne pripravljamo različne nastope, glasbene točke, plesne točke, tudi slavnostno torto. Od 10 do 13 bodo tako obiskovalci spoznavali like celjske kulturne dediščine ter obraze mesta, za najmlajše pripravljajo ustvarjalne delavnice. Med 13. in 15. bo za ritme in dobro vzdušje v mestu poskrbel DJ Illusion, nato pa bodo prizorišče na Celjski Zvezdi zavzeli plesalci. Letos se bo ob prazniku občine zaključil še mladinski pevski festival. Mladi pevci bodo tako poskrbeli za uverturo v osrednjo slovesnost. Nekaj 10 metrov naprej proti Narodnemu domu bo za vse obiskovalce ob 18. uri nova postojanka, in sicer zaključni koncert mladinskega pevskega festivala, ki bo ob 80-letnici festivala poskusil ponoviti tisto legendarno, ikonično fotografijo velikega zbora pred Prothazijem dvorcem. Mladinski zbori iz celotnega mesta, občine se bodo združili in Celjanom in Celju zapeli ob rojstnem dnevu. Ob 19.15 bodo na Zvezdi med obiskovalce razdelili praznično torto. Osrednji dogodek pa bo, kot vsako leto, večerna prireditev v Narodnem domu, na kateri bodo podelili letošnja občinska priznanja. Mislim, da gre v Celju za eno res lepo in pomembno tradicijo, da se mestni svet in s tem celotna skupnost ob prazniku pokloni najrazličnejšim ljudem, ki v tem mestu puščajo izjemen pečat, ki jih vse druži predvsem odgovornost in predanost lokalnemu okolju, skupnosti in preseganju okvirov pričakovanega. Tudi letos bo tako. Mestni svet je priznanja oziroma celjske grbe podelil 13 nagrajencem, med njimi kar 3 zlatim nagrajencem. Jani Govcer-Žen, trenutno strokovni direktorici, strokovni vodji Zdravstvenega doma Celje, Damjanu Vrečku kot dolgoletnemu načelniku upravne enote Celje in atletskemu društvu Kladivar. Med ostalimi nagrajenci so ljudje najrazličnejših profilov, generacij, poklicev, od skrbi za okolje do gospodarskih dejavnosti, kulturnih dejavnosti, športa, novinarstva, pa tudi 3 kristalne nagrajenke, ki so v celotnem študijskem obdobju dosegale odličnost. Prireditev si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na naši televiziji. O praznovanju in aktualnem dogajanju v mestu pa bo župan Matija Kovač v ponedeljek zvečer spregovoril še v naši oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Celjankam in Celjanom bi zaželel čim več tistega, kar je že v osnovi v nas, ljubezni, spoštovanja do mesta, do okolja, do ljudi, ki to okolje gradijo, veliko energije za skupnost, za
medsebojne odnose in seveda tudi osebnega zadovoljstva v okolju, kjer smo radi doma. Gradnja novega mostu na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov, ki jih država izvaja v sklopu mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost, se poreveša v zaključno fazo. Ta bo zelo zahtevna, saj bodo ta mesec začeli z rušenjem obstoječega mostu čez Savinjo. Vse glavne protipoplavne ukrepe morajo zaključiti do konca junija, saj so v strugi Savinje predvidene obsežne vodno-gospodarske ureditve, ki jih brez odstranitve obstoječega mostu ni mogoče izvesti. Zaradi izvedbe del bo most na Polulah popolnoma zaprt od 21. aprila dalje. Cesta Celje za grad, odcep z Vodno, pa bo zaprta med 14. aprilom in 30. junijem. Dvorana Kajuh je bila sinoči prizorišče uvodnega koncerta 37. mladinskega pevskega festivala, ki letos praznuje 80 let neprekinjenega delovanja. Na njem so mladi pevci, simfoniki RTV Slovenije izvedli 2 kantati celjskega skladatelja Matevža Goršiča. Dvorana Kajuh na Prvi gimnaziji v Celju je bila skorajda premajhna za vse obiskovalce, ki so prišli na slavnostni uvodni koncert letošnjega 37. mladinskega pevskega festivala v Celju. In prav tu je festival, ki letos slavi častitljivih 80 let neprekinjenega delovanja, ponovno dokazal, kako globoko je vraščen v Celje in Celjane. Po uvodnih fanfarah in pozdravnem nagovoru celjskega župana Matije Kovača in direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti magistre Mojce Jan Zoran so združeni pevski zbori celjskih osnovnih šol izvedli otroško kantato Kje je Tina, ki jo je leta 2019 napisal celjski glasbeni pedagog in skladatelj Matevž Goršič. Kantata pripoveduje o deklici Tini, ki je z očkom v parku in zvedavo opazuje svet okoli sebe ter se izgubi. Njena zgodba je po resničnem dogodku navdihnila Barbaro Gregorič-Gorenc, ki je napisala besedilo, glasbeno pa skladatelja Matevža Goršiča. Tokrat jo je navdušeno izvajal Združeni pevski zbor celjskih osnovnih šol ob veznem besedilu v izvedbi dramskega igralca Blaža Šefa in temu navdušenju je sledila tudi polna dvorana poslušalstva. V drugem delu pa je Združeni pevski zbor sestavljen iz celjskih zborov Akademskega pevskega zbora Karel Gestovnik Kajuh, 3 mešanih mladinskih pevskih zborov Prve gimnazije v Celju, Šolskega centra Celje in Glasbene šole Celje ter iz gimnazije Celje center Dekliški pevski zbor in Favoza, skupaj z instrumentalnimi in vokalnimi solisti izvedel krstno izvedbo kantate za mir, prav tako izpod peresa Matevža Goršiča. Obe kantati so mladi pevci izvedli skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Simona Dvoršaka. Kantata za mir je ciklično 5-stavčno glasbeno delo in izraža misli zgodovinskih osebnosti in bistva duhovnih sporočil, ki razlagajo smisel našega obstoja. Vrhunsko delo je z odlično izvedbo seveda navdušilo polnoštevilno občinstvo. Vidno navdušen je bil tudi njen avtor, ki je predvsem pohvalil vse izvajalce. Zelo dobro. Pohvaliti jih moram njihovo energijo, njihovo moč. Dalo bi se sicer še marsikaj, ker smo imeli dejansko zelo malo vaj. Za tak velik projekt bi si jih prav gotovo zaslužili več. Ampak to bomo razmišljali mogoče pri naslednjem projektu, da se bomo take stvari morda lotili z majčkim več časa in življenja. Bil je to resnično veličasten uvod v tokratni jubilejni mladinski pevski festival v Celju, ki je navdušil vse obiskovalce in goste. Ja, res smo bogato mesto s tako veliko tradicijo, tako velikega projekta, ki je
napolnil toliko enih življenj mladih ljudi, ki so se v teh 80 letih srečali na tem festivalu, in letošnjo res odlično zasnovano obletnico z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi, programi, vsebinami. Smo lahko res samo zelo ponosni in hvaležni vsem, ki skrbijo, da festival živi, da se razvija, vsem organizacijam, ki so pristopile k zasnovi, vsem avtorjem, zborovodjem, dirigentom, pevcem, ki so pripravili današnji koncert, in verjamem, da nas bodo navduševali cel teden. Celje je pevsko mesto in posebej me veseli, ko vidim, koliko ljudi, ki so imeli izkušnje, ki imajo svoje zgodbe s tem festivalom, se vračajo k temu in koliko pomeni petje naši skupnosti. In mislim, da dokler bomo peli in dokler bomo dosegali takole kompleksne in zahtevne izzive, predvsem med mladimi, nas za prihodnost nima kaj zaskrbeti. Torej si lahko, če se po jutru dan pozna, po takem uvodu od letošnjega festivala veliko obetamo. Seveda neke ideje so zopet obojene ali morda v današnji čas nekako drugače postavljene, in seveda k temu bomo stremeli in želeli v tej zgodbi tudi naprej pisati skupno zgodovino. Vsak dan prinese nekaj novega, vsako leto je drugačno, generacije se tudi spreminjajo v šolstvu, vemo, kaj pomeni fluktuacija, enkrat lahko to računaš, drugič lahko kaj drugega, a vendarle, da pa imaš neko idejo, ki jo znaš postaviti v ta in drugačen kontekst in na njej zgraditi nekaj skupnega, to je bistvenega. Več o slavnostnem uvodnem koncertu 37. mladinskega pevskega festivala v Celju in odmevih nanj pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V občini Šentjur so lani ob šentjurski občinski stavbi postavili obeležje ob lipi slovenske državnosti. Letos pa so na zelenici pri šentjurski knjižnici obeležili lipo, ki je bila posejena 8. oktobra leta 1990, ko je Šentjur postal mesto. Dogodek so pripravili v zavodu Srčni preboji v okviru tedna zdravega mesta. Dogodek je bil namenjen tudi ozaveščanju pomembnosti dreves in narave v urbanih okoljih. Lipa mesta Šentjur je tako druga šentjurska lipa z obeležjem. Pri zavodu Srčni preboj smo ugotavljali, da lahko določene dobre prakse, ki so znane že v Celju, naredimo tudi v Šentjurju, in naleteli smo na posluh lokalne skupnosti. Tako smo lani spominsko tablico označili lipo slovenske državnosti, ki je bila posejena leta 1991. Danes pa je svoj trenutek dočakala lipa mesta Šentjur, kajti leta 1990 je bil Šentjur poimenovan za mesto. Takrat je bil to velik dogodek, prišel je takratni predsednik predsedstva in celo Šentjur in Celje sta sklenila botrstvo. Jaz sem pri literarnem društvu Šentjur nekoč že pisal o teh zadevah, pa je med tem minilo že kar nekaj let. Sedaj pa izpolnjujemo eno zadevo tudi zato, da opomnimo, da imamo med sabo markantna drevesa in se ob njih lahko tudi sprostimo. Pomena urbanega zelenja se zavedajo tudi na šentjurski občini. Veseli me, da obstajajo tudi ljudje, ki jih seveda zanima ta tematika, in seveda drevesa in pa narava kot taka so tudi v mestih zelo pomemben faktor zdravega življenja, in seveda je za to potrebno tudi skrbeti. Mi v Šentjurju se seveda trudimo, da poskušamo to čim bolj udejaniti, je pa seveda včasih tudi dejstvo, da katero drevo pač zaradi bodisi starosti, bodisi zaradi lege pač mora tudi pasti. To je pač naravno zakonitost oziroma dejstvo in pač tako je. Se pa seveda trudimo, da je bilo teh dreves seveda čim več, in to bo tudi v bodoče. Dogodka se je udeležil tudi župan mestne občine Celje. Zelo me je razveselila zgodba, ki je nisem poznal, da je pred 36 leti, ko je Šentjur
postalo mesto. Temu botrovala tudi sosednja prijateljska občina Celje. Takrat je Šentjur izgubil tisti pri Celju in je postal samo Šentjur. Ob tem pa, da so takratni vodilni možje zasadili tole lipo, simbol slovenstva, simbol povezanosti, simbol družbe in skupnega odločanja, ki smo jo danes lahko ogledali s tole lepo prireditvijo. Tesna povezanost Šentjurja in Celja se nadaljuje tudi danes. Ob tem pa sem izrazil tudi veliko hvaležnost, da je ob današnjem dogodku prisotna s svojimi mislimi tudi Irena Ašič, ki je v Celju za drevesa, za zelene površine in za to, da si ljudje včasih morajo vzeti besedo in poskrbeti in potruditi za svoje okolje, letos tudi nagrajena ob občinskem prazniku in da bo v soboto prijela srebrni celjski grb. Tako da zgodbe, ki se prepletajo in kakor upam, da se bodo tudi korenine, ki jih tale lipa in tiste vse, ki bodo tu še zrasle v prihodnje, širijo in da tudi v prihodnje objamejo tole mestno skupnost našega sosednjega Šentjurja. Šentjur je tako bogatejši še za eno obeležje ob lipi, tokrat ob tisti, ki raste skupaj z mestom, v katerem stoji. Košarkarice Cinkarne Celje so v finalni seriji državnega prvenstva povedle z 1-0. Celjanke so v svoji dvorani z 71-58 dobile prvo finalno tekmo. Ekipi v finalni seriji igrata na 3 zmage, druga tekma pa bo 11. aprila, torej v soboto, v Ljubljani. Po 13 zaporednih finalnih serijah proti Triglavu je tokrat tekme Celjank v finalu ekipa ljubljanske Ilirije, ki se je v finale uspela uvrstiti spet po 27 letih. Branilke naslova so vprašanje zmagovalca rešile že v prvem polčasu, ki so ga dobile z 18 točkami razlike. V nadaljevanju je varovankam Damirja Grgiča precej popustila zbranost, kar so Ljubljančanke znale izkoristiti in do konca tekme nekoliko zmanjšati razliko. Za celjsko zasedbo je bila prva finalna zmaga že 40. zaporedna, ko gre za tekme finala državnega prvenstva. Tekma psihološko zelo težka, vodili smo skozi celotno srečanje. Edino, kar sem lahko zadovoljen, je to, da smo na koncu zmagali, niti slučajno s koncentracijo igro, z odnosom. Tako da pričakujem, da se dobro spočijemo in pa da na drugi tekmi pokažemo pravi obraz, ki smo ga kazali na koncu sezone. Sigurno, da je bila težka tekma, vendar moti me sam odnos, moti me enostavno tisto, kar smo delali celo leto, nismo pokazali niti 20%, daleč od tega, da bi podcenjeval ekipo Ilirije, čestitke ekipi Ilirije na letošnji sezoni, vendar enostavno nisem zadovoljen s svojim igralkom. Ta zmaga nam veliko pomeni, ampak seveda se ne smemo s tem zadovoljiti. Čakajo nas še naslednje tekme, se igra do 3, tako da naredili bomo vse, da se maksimalno regeneriramo in pa da probamo že v soboto v Ljubljani prikazati podobno predstavo. Mislim, da smo danes začeli precej dobro, potem mogoče nam je malo padla koncentracija, predvsem v zadnjih 5 minutah igre, tako da vemo, kaj moramo popraviti in bomo to skušali prikazati v naslednjih tekmah. V celjskem taboru so prepričani, da lahko v nadaljevanju finalne serije prikažejo precej boljšo igro kot na prvem finalnem obračunu v Celju. Definitivno v sami koncentraciji, ker danes nismo prišli koncentrirano na tekmo, naredili preveč individualnih napak, imeli preveč izgubljenih žog, igrali nepovezano tako v napadu kot v obrambi. Tako da pričakujem, da pokažemo odnos na drugi tekmi. Prvo je to, da probamo biti bolj pametni v napadu, da odigramo bolj mirno na trenutke, bolj zbrano, da ne zbezljamo, če se lahko tako izrazim. Mislim, da smo imeli veliko skokov v napadu, novih napadov, ki jih nismo dobro izkoristili, tako da to so stvari, ki jih bomo probali popraviti. Ekipi v finalni seriji igrata na 3 zmage. Druga tekma bo v soboto v Ljubljani. Psihološka prednost je po uvodni finalni zmagi zdaj zagotovo na celjski strani. Sedaj je pritisk na ekipi Ilirije, ki mora zmagati na drugi tekmi, tako da videli bomo, kakšna bo reakcija. Prva tekma ima velik pomen, veliko lažje je nadaljevati serijo z 1-0. Seveda pa
to nič ne pomeni, zmagovalec mora imeti 3 zmage. V dresu Cinkarne Celje bomo tudi v prihodnjih 2 sezonah spremljali kapetanko Ano Nušo Anžič, ki je s Cinkarno Celje podpisala novo pogodbo do konca sezone 2027-28. Ponosna in vesela sem, da se je klub odločil z mano podaljšati za 2 leti. To mi je veliko čast, rada sem del te ekipe, počutim se domače in mislim, da lahko veliko svojega znanja prenesem tudi na mlajše punce, ki so zdaj mogoče začele v članski sezoni, ki so mislim zdaj začele člansko ligo. Mislim, da se zelo dobro najdem v nekih vrednotah, po katerih klub deluje in upam, da bomo še naprej dosegali takšne rezultate kot do sedaj. Izredno sem vesel in ponosen, da smo se uspeli dogovoriti za podaljšanje pogodbe z Ano Nušo Anžič. Ana Nuša Anžič je izredna kvalitetna igralka, super punca, tako da mi je veliko čast dejansko, da bomo sodelovali z njo tudi vnaprej. Anžičeva igra že svojo 7. člansko sezono v dresu Cinkarne Celje. Doslej se lahko pohvali s 3 naslovi prvakinje v Ligi Vaba, 6 državnimi naslovi in kar 7 pokalnimi lovorikami. Košarkarji Celja pa so včeraj zaključili letošnjo sezono. Na 3. odločilni tekmi četrtfinala 2. slovenske košarkarske lige so na gostovanju v Ilirski Bistrici pri Plami Pur doživeli poraz z 80-83. Plama Pur se bo v polfinalu pomerila z moštvom Škofje Loke. Celjani letošnjo sezono v 2. ligi zaključujejo z osvojenim 8. mestom, ki so si ga priigrali v rednem delu sezone. Jutri se bo oblačnost povečala, čez dan bo predvsem na severu možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 19, na severovzhodu okoli 11 stopinj Celzija. V soboto bo sprva še precej oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme, več oblačnosti bo proti vzhodu, bo pa tudi nekoliko topleje. Saj je že pomlad v mestu. Lepo se imejte, hvala lepa za vašo pozornost in se vidimo spet jutri. Srečno!